te pasti oziroma tudi ne nazadnje druge oblike pasti, znati prepoznati, je to tista temeljna veščina, ki te v dani situaciji zna ohraniti na tej varni strani. Včasih je bil starš in je povedal in tako je bilo, zato ker je bil starš. Danes je to premalo. Danes je vprašanje, kakšen starš je. Je še ta dodatek zraven in potem bo to prišlo do učinka. Rešitev se sliši ezoterično, mogoče zastarelo, pa stojim za tem, je v odnosih, predvsem pa s poudarkom na dobrih odnosih. Jaz sploh ne zastarelo in zelo razumem, kaj misliš. Živjo, dobrodošli v novi epizodi podcasta Uživajmo pametno, kjer se na tak ali drugačen način pogovarjamo o smiselni rabi tehnologije. Danes bomo govorili o zasvojenosti, ampak malo drugače, kot smo to počeli sicer oziroma v prejšnjih epizodah. Z mano je Bojan Kodelja, vodja projekta Neodvisni.si, ki je že leta 2007 zagnal prvo kampanjo ozaveščanja o pasteh zasvojenosti. Aha. Od leta 2007 že traja ta projekt. Takrat je nastal čisto pilotno, niti nismo to računali, da bo ta program, da bo postal vse slovenski. Mi smo takrat rekli, naredili bomo nekaj dobrega za družbo, povezali se z različnimi strokovnjaki, ki poklicno in zelo verodostojno delujejo v tem prostoru in zgradili pač zgodbo, zgradili pristop do mladih, do odraslih. In s to zgodbo šli do vseh primorskih občin in krajev in šol, vseh 23 občin, in niti neplanirano dosegli praktično izjemen obisk. Zato, ker na te teme, ko je govora o zasvojenosti, je še danes težava in problem, da prihaja premalo ljudi. In nam se je nekako posrečilo, da smo to pripravili tako zelo ljudsko, zelo filmsko. Šli smo z zgodbo, ne pa z moralko, ne z žuganjem, se mogoče v tem kakšno rekla. In to je tista garancija, ki se je potem obrestovala na način, da nas je obiskalo več kot 11,000 mladih v enem mesecu in več kot 6,000 odraslih. In to je bilo to. Pa smo pa s tem prenehali, ker to je bilo mišljeno samo enkratna neka zgodba, ne vem, namesto novoletnih čestitk, nekaj za dobro za družbo. In takratnja in tudi zdajšnja tesna zunanja sodelavka naša, gospa Vlasta Nussdorfer, je to prenesla v Ljubljano, da to je bilo pa res učinkovito in uspešno in smo bili kar malo tako pod pritiskom, da dajmo pa to še speljati v celi Sloveniji. In si nismo upali, ker to je zalogaj, id se preventivne produkte, programe, to moraš imeti orank mišice in stvari dobro poznati, ker zelo hitro lahko stvari, ki jih ti želiš dobro namerno predstaviti, dosežeš kontraučinek. In nam je bila pred nami ena velika odgovornost za to sprejeti. Tako da smo 3 leta se kar o tem odločali, dali ne, pa smo pa vseeno zavihali rokave in rekli, v redu, gremo, popravili vse tisto, kar smo 2007 takrat naredili narobe in se podali pogumno v to. In od leta 2010 do danes je to vse slovenski družbeno odgovoren program, ki mlade in odrasle ozavešča o različnih pasteh zasvojenosti na zelo en tak unikaten, butičen način, na zelo slovenski način, na način, ki ne moralizira, to je ena velika posebnost našega programa. Znotraj 1400 dogodkov, ki smo jih aktivirali in speljali, smo se menda pa le naučili, da je potrebno znati neke besede, neke stavke, čeprav so zelo poučne in dobronamerne, znati prilagoditi za različno populacijo. A veš, tukaj je mladostnik bo o marihuani se je potrebno drugače pogovarjati z mladim, kot pa z odraslim o isti temi. No in to je to. To je ta program. Pa tudi se mi zdi, da določene teme v določenem trenutku v družbi postanejo bolj sprejemljive ali pa večkrat o njih govorimo. In mislim, da je ravno vrednost tudi vaše dejavnosti v tem, da odpirate te teme vedno znova in odpirate jih v izmenjavi mnenj, predajate znanje, govorite strokovnjaki in na ta način se te teme vedno znova bolj vzpostavljajo tudi v javnem dialogu. Recimo, pred 30 leti je bilo ljudi strah govoriti o demenci. Danes so pogovorne mize, pogovori o demenci
pravzaprav zelo iskani, željeni. Jaz mislim, da se bo podobno zgodilo tudi z zasvojenostjo, da več kot bomo o njej govorili, bolj bodo tudi ljudje navajeni poslušati te teme in o njih razmišljati. Se motim? Ne, nikakor se ne motiš. Dejstvo je, da to absolutno drži, ampak ko je govora o zasvojenosti, to je mečken težje področje, kot si preomenil demenca ali pa neke druge oblike. Zato, ker tukaj je ogromno različnih mnenj. A veš, in čeprav, ko je govora o zasvojenosti, govoriva o zdravstvenemu problemu številka 1 zahodnega sveta. In ker je tukaj ogromno različnih mnenj in ker tudi tukaj ni nekih standardov in predpisov, prvič, kdo naj se s tem ukvarja in predvsem na kakšen način, je potem ta prostor postal včasih lahko res narediš več škode, zato ker je še vedno prisotne precej moralke, precej se pristopa do mladih sploh, ker nenazadnje so mladi temeljna, glavna ciljna skupina, se nastopa iz pozicije avtoritete, jaz vem. To je bilo včasih. Včasih si ti, pa to govorijo v času najinih staršev. Takrat so to vrstna predavanja ali pa kakršenkoli predavatelj, ne bo to učitelj, ne bo to predavatelj ali ne bo to pridigar, nima veze. Je po večini predaval človeku, ki ni vedel. In jaz vem, ti ne veš. In takrat je bilo to lažje. Potem so se počasi pridružili skupina, ki misli, da ve. Tukaj je bil že ta predavatelj, je že na preizkušnji, že mora malo predelati svoj pristop, da ne bo zanemaril tistega, ki ne ve, in da bo znal pristopiti k tistemu, ki misli, da ve. In tukaj je že prostor dialoga, tukaj ni enostransko podajanje. Ne? Danes, ko pa imamo dostop do informacij in praktično 24 ur, so se pa pridružili še ljudje, in to je dobro, pa ki vedo. Se pravi, te na uni strani posluša človek, ki ne ve, človek, ki misli, da ve, in človek, ki ve. In zato je te vsebine, ko je govora o zasvojenosti, ker ni enoznačnega odgovora, ker ni naredi tako in bo prav in bo dobro in se boš rešil, ampak je lahko razlog, da nekdo pade v primež alkoholizma, je lahko 101 razlog, ne, je še toliko bolj pomembno, da tisti, ki to vsebino predaja naprej, ki jo res dobro pozna, da zna tudi te 3 poslušalce pravilno nahraniti na pravilen način, da ne doseže na drugi strani nek odboj v smislu, mi nekaj moraliziraš oziroma govoriš nekaj, kar jaz ne verjamem in jaz mislim drugače, ali nekaj, kar sploh ni res, nekaj, kar je šlo že mimo, ali pa nekaj, kar pri nas sploh ni in tako naprej. In ko si po prostoru mladih, je pa to še bistveno bolj delikatno. Zato, ker mladi so pa, ko je govora o zasvojenosti, pogosto nemočni. A veš, in ti recimo, če obsojaš ta prostor zasvojenosti ali pa zasvojence, ti nimaš vpogleda v te informacije oziroma v to stanje, da je mogoče ta punca ali fant še prejšnji večer doma bil tarča, nekega nasilja zaradi alkohola. In ti drug dan to izpostavljaš v šoli kot nekaj negativnega in tako naprej. Ustvarjaš eno tako tiho nemoč, tega človeka zapiraš vase, mu ne pomagaš, čeprav je tvoj namen pomagati. Danes je preventiva na področju zasvojenosti postala ekstremno zahtevno delo, ekstremno odgovorno delo. In tukaj sem vesel, da se o tem veliko govori, da je vedno več posameznikov, ki se to zaveda, da je to res tako. In jaz osebno, kar sem pa najbolj preponosen, da Slovenija premore pravih strokovnjakov, toliko, ki vedo in poznajo domače razmere, da to vrstne pristope in vsebine znajo zelo butično pripraviti. Kaj pa je pomen takega, rečemo, tega butičnega podajanja informacij ali pa podajanja informacij, ki je povezano z nami, z lokalnim okoljem, izhaja iz naših izkušenj, iz izkušenj konkretno nekoga, ki je danes bil mogoče na terenu, ima ambulanto, ima prakso. Zakaj je to pomembno? Čeprav razumem,
eno je teorija, drugo praksa, če govorimo zdaj v tem prostoru. Absolutno, mi smo pristaši, osebno sam, pristaši domačih praks. Kar nekako ne moremo sprejeti dejstva, da se recimo uvaža neke primere dobre prakse iz tujine, zato ker tujina, sem prepričan, da še pred leti je sigurno bistveno več sredstev vlagala v razvoj te preventive in da recimo nekaj ve, kako in na kakšen način. Nisem pa prepričan, da to ve več kot naši domači strokovnjaki, predvsem, kar sem pa prepričan, da ne vedo, ne poznajo domačih razmer. A veš, recimo neka situacija v Šempetru pri Celju ali Šempetru pri Novi Gorici sta povsem različni ciljni populaciji, že geografsko in tako naprej, in če ti teh razmer in teh trendov tukaj in tam ne poznaš, potem govoriš nekaj na splošno, nekaj, kar morda tega prostora se to niti ne tiče. To je en vidik. Drug vidik je pa razlika med teorijo in praksa v tem prostoru, ko je govora o področju ali pa preventive zasvojenosti, da tukaj niti ni dosti prostora za teorijo, ker veš, poznati pasti zasvojenosti, ki je vsako minuto kakšna več, ti nič kaj ne pomaga v svojem odraščanju ali pa ne nazadnje v že svetu odraslih. Ker poznati pasti zasvojenosti, to je teoretični prostor. Kaj mene briga, kaj se mi bo zgodilo z malimi možgani, če ponjuham kokain? Mislim, to znanje je neka splošna razgledanost, pomaga mi pa čist nič ne. Bistvo je znati past prepoznati. To je pa veščina, to je pa čist nekaj drugega. In ko se ti naravnaš v ta dialog, ko greš ti iz tega imenovalca ven, potem si takoj mlademu bistveno bolj zanimiv. A veš, če mu bo šel moralizirati, reci drogi, ne vem, najboljša droga je žoga, ali ne vem kaj, so bile te raznorazni slogani, to že davno ne deluje več. Kaj pa je pol ta veščina prepoznavanja? Oprosti, da sem prekinil, ampak to me zdaj najbolj zanima. Kaj konkretno misliš s to veščino prepoznavanja? Ja. A veš, znati, da mlad človek, mlada oseba, a ne bo fant ali punca, da zna prepoznati situacije, ki so zanj lahko tvegane. Kdaj je lahko, recimo, ne vem, kakšne so okoliščine, da si lahko tarča, ne vem, posiljevalske droge. To bo mladega res zanimalo. Pa to ne samo v šolskem prostoru, to so lahko tudi družinski izleti, potovanja v tujino. Danes je vedno več mladih, prihaja do izmenjave študentov, pa ne samo študentov, dijakov, pa ne nazadnje tudi že osnovnošolcev. In svet je lep in tujina pozna te stvari, ampak tujina zna tudi prepoznati naivne ljudi in danes ni več prostora za biti naivan. Te pasti oziroma tudi ne nazadnje druge oblike pasti, znati prepoznati, je to tista temeljna veščina, ki te v dani situaciji zna ohraniti na tej varni strani. Ne govori zdaj samo o posiljevalski drogi, ki je recimo taka najbolj alarmantna, ampak tudi, če pridemo v prostor, ne vem, agresivnih računalniških igrc, kdaj si ti pod pritiskom lastnega kortizola in si zaradi tega bistveno bolj dojemljiv za ta prikrita sporočila oziroma druge oblike, ki se ti na podlagi tega potem aktivirajo. Tako da, ko smo mi začeli iz te pozicije poznati pasti, v prepoznati, smo pri mladih našli ekstremno dobre sogovornike, tudi več kot 1000 naenkrat smo jih imeli v dvorani in niti enemu se ni zazehalo ali pa še manj, da bi kdo karkoli kaj zažvižgal. Pa tudi, ko smo govorili o tej slavni marihuani, ki ima danes vsak že neko svoje mnenje o tem. Sam si že omenil računalniške igre, kaj pa če se res zdaj osredotočiva na področje recimo tehnologije, a lahko rečeva sodobnih zasvojenosti, ne vem, če je to zares termin, ampak kako pa se zasvojenost obnaša v digitalnem svetu, kaj so njeni, kako se vse kaže? Digitalni svet je čas, v katerega je človek že globoko vstopil.
in s tem digitalnim svetom, to digitalno dobo, ni nič narobe. Prinaša ogromno koristi za človeka in za človeštvo. Je pa dejstvo, da prinaša vzporedno tudi določene pasti. Ne? In zdaj, to je že malo zguljena fraza, ampak zelo veliko pa pove. Digitalni čas, ta digitalna doba je drugačna. Ampak starši, ko je govora o cesti, ki je še vedno zelo, zelo nevarna, mladega človeka, otroka, že v teh letih otroških navaja na cesto. Potem, ko ta otrok začne aktivno uporabljati ta mladostnik cesto, mora iti skozi neko šolanje in tako naprej. Zato, ker se zaveda, da je cesta ekstremno nevarna. No, s tem digitalnim prostorom, s to digitalno dobo je podobno. Samo da je mečken prelahko smo jo, po mojem mnenju, zavzeli, ali pa imamo en tak ignor odnos do tega, saj bo že, ali pa saj to ni sploh tako hudo. S tem zakonitosti tega digitalnega časa je izziv odraslega človeka, da jih spozna. Sam ne zdaj v podtankost, to jaz ne mislim, da bo šel zdaj en gospod z vsem globokim spoštovanjem, ki preživi dan na kmetiji, da bo zdaj zvečer šel odkrivati še zakonitosti Snapchata in TikToka, da se bo zaradi tega znal dobro pogovarjati s svojim otrokom. Ne, tukaj je zdaj čas za druge veščine, ki jih pa odrasel človek dobro pozna. To pa pomeni, da je skrajni čas, da ljudje vzpostavimo res eno komponento prijateljstva med sabo, zaupanje, pa to se ne sliši za ezoterično, ampak ta oblika dialoga, kjer in na prijateljski način doma v družini sproži potem mladega človeka, da razume, da ti ne razumeš kot odrasel človek te digitalne zakonitosti in da ti jih on razloži, ampak ti pa moraš na uni strani imeti verjetno dovolj znanja in veščine, da pa znaš opozoriti tisto, kar je na tvoji strani, se pravi, kaj na področju nasilja, na področju nespolnosti, na področju drog, na področju zaupanja in tako naprej. In to je ta protivtež, ki bo danes v tem digitalnem svetu potem vsakega ohranila varno v svojem prostoru. Mladega v svojem svetu, ki je drugačen od odraslega in prav je, da je tako, je bilo vedno tako in tudi zdaj je tako, ampak to, da pa zdaj ta digitalni svet se nekako demonizira, da se ga z nekim strahom sprejema, se mi ne zdi pametno. Zato, ker tudi ko je svet tam, kaj je bilo, 1890. leta, ko so vzpostavili prve električne elektrarne in vzpostavili to električno omrežje, takrat je bilo ljudi tudi ogromno, precej strah. Veliko smrtnih žrtev se je ta električno omrežje ustvarilo. Pa vendar, a si predstavljaš danes življenje brez elektrike? Nikakor ne. In tako bo tudi čez 10, 15, 20 let se pogovarjali, a si predstavljamo življenje brez, digitalne podpore? Nikakor ne. Samo jo treba sprejeti, je potrebno nekaj osnov poznati in vzpostaviti en dober dialog, ki ne moralizira, ki pušča prostor, da poveš svoje mnenje, ker lahko se pogovarjamo o eni in isti stvari na drugačen način. Ampak vseeno se mi pa zdi, recimo, da smo z digitalnim prvič vstopili v obdobje, kjer je hkrati past določene substance in njene koristi združena lahko v eno. Ne? Recimo, rečemo temu, to je moj nepoznavalski izraz, klasičnih drogah, starodobnih, recimo nekih trdih drogah ali pa alkoholu v končni fazi. Ne moramo ravno govoriti o dnevni uporabi, ki je smiselna in pol lahko preide v zasvojenost. Ne? Tukaj pa v bistvu pogosto govorimo o tem, a je to tudi neka veščina, ki jo gojim potem pri sebi, da ohranjam to, da sam hodim po tej poti, po tem robu, včasih me zanese, pa prepoznam, da me odnaša, pa se poskušam vrniti nazaj, ali kaj naj gojim pri sebi kot uporabnik tehnologije, kot dnevni uporabnik tehnologije, da mogoče ne zdrsnem v pasti zasvojenosti. Jaz mislim, da je to stvar posameznika, tukaj ni enoznačnega odgovora. Trdno sem prepričan, da igranje računalniških igric
v nekem omejenem in z neko distanco nima nobenih posledic. Ampak to mora odrasel človek poznati posledice, če se s tem pretirava. Mlad človek se okrog tega, on ne bo znal prepoznati, kdaj je preveč. Se pravi, je spet tukaj naloga odraslega človeka, da to prepozna in da pozna glavne tovrstne posledice. Zdaj, posledice so spet lahko zelo različne, ampak najbolj take direktne, konkretne, ki pa jih ljudje resnično se mi zdi, da zelo malo poznajo ali pa tudi stroka o tem premalo na glas govori. Recimo, ko je govora o teh visokointenzivnih računalniških igrc, bodi si, da gre to za neke grozljivke, za neko streljačino, za karkoli pač. To je zanimivo zato, ker tebi vzbudi vsakemu igralcu, bodi si mladostniku ali pa odraslemu, prebudi najprej adrenalin. Zdaj pravijo, da adrenalin pri človeku več kot 0,2 sekundi ne sme delovati, ker potem lahko človek umre, če bi bilo te doze več. To je zdaj tako zelo na osnovnem nivoju povedano. No, potem pri mladem ali odraslemu igralcu pa vstopi v pomoč, če gre to predaleč, kortizol. Ta hormon pa odrasel svet zelo dobro pozna. No, in ne zaveda se pa odrasel svet, da je lahko mlad človek, ki je pretirano izpostavljen tem visokim impulzom, s pomočjo lastnega kortizola pade v stresno stanje. Kortizol je stresni hormon, ki zahteva bistveno daljši čas počitka, ki kortizol se sproži takrat, ker možgani ne vedo, ali si ti res na bojišču, oni ne ločijo, ali si ti v nekem virtualnem bojišču. In tukaj je zdaj ta past. To ne pomeni, da če je človek mlad ali odrasel zaprt v svojem prostoru, da ta prostor ni nevaren. Če se tukaj pretirava z nekimi vsebinami, ki so različne med seboj, je to lahko zelo nevarno. Seveda pa tukaj zdaj še druga težava. Ne? Mislim, v ta prostor, bodi si v te intenzivne računalniške igrice ali pa še v druge oblike, v filmsko industrijo, v resničnostne šove in tako naprej, to so se vmešali zdaj velikani. Veš, neuroznanost je ekstremno napredovala, psihologija je ekstremno napredovala. Veš, in ko se zdaj te dve komponenti združita, to postane lahko zelo nevarna eksplozija, ker zna z posameznikom dobesedno manipulirati tako na čustveni kot tudi na hormonski ravni. In ekonomija ima to rada, ker če ti nekoga potegneš v nek svet, v neko računalniško igrico, ti, sploh pa če si to še online povezan, ti začneš upravljati s temi čustvi. Ne upravljaš več človek te ne zanima, zanimajo te njegove čustva. In tudi vsa ta novodobna družabna omrežja, ki imajo spet ogromno veliko prednosti in so lahko zelo uporabna. Ampak ena od večjih pasti je znati s pomočjo algoritmov in teh dveh megalomanov, ki sem ti omenil, znati človeka prepoznati te njegove čustvene vzorce v nekaj sekundah. In ko si prišel v to past, v ta primež, v to mrežo, si vodljiv. In ta nov svet ima rad vodljive ljudi. Mhm. Ja. Mogoče celo bolj kot zasvojene. Ampak je potem ta meja zelo majhna ali pa zelo hitro. Zelo hitro. In je to težko prepoznati, ker ti pri alkoholiku samokritično znaš zelo hitro prepoznati, mogoče pa malo pretiravam, sem pa že nekje preveč. Ne. Še prej to opazi okolje. Ne. Če ti začneš s tobakom, tudi hitro vidiš, kdaj te potegne, da pa že ne moš brez tega. Ne. Pri drogah je isto. Tukaj je pa malo drugače v tej novodobni obliki zasvojenosti. Je vmečkrat težje prepoznati. Veš, ni nekega zvončka, ki bi ti zazvonil in bi rekel, v tej fazi je pa potrebno to in to narediti. Zdaj, stroka govori, in to se sicer strinjam, če ti opuščaš stvari, ki si jih prej rad počel, če se ti zapiraš v sobo, postajaš zadirčen. To so neki znaki, ampak to mlad človek tega ne bo prepoznal. On to ne zmore prepoznati situacije, nima osnovnih pogojev
da bi ta zvonček slišal. Tako da tukaj smo spet odrasel svet je na tem, da dela v tej smeri, da niti ne pride do prvega zvončka. Ja, ampak reciva, da pride, o tem pogosto govorimo, če kot odrasel človek jaz to opazim, recimo pri mladostniku, zelo všeč mi je, kar si prej izpostavil, da ne moraliziramo, da je to nek pristop, ki je res že zastarel. Kaj pa pol narediš? Sej ne rečeš, glej, to je narobe, zato ker to pa to pa to pa to. Kaj pa je potem smiseln pristop? Ta pristop ni v redu, ni pristop pa tudi, da gremo kar takoj k nekemu dežurnemu psihologu in popravite zdaj, kar smo mi v zadnjih 15 letih morda spregledali. So poti, ki se dajo na en mehek način vzpostaviti, rekel sem že osebno, to je moje osebno mnenje, tudi sam sem na tem bil naravnan, tudi v odnosu do mojega otroka, zaupanje in predno je prav ta alarmantna situacija, imamo ogromno enih situacij in prostorov, ki se da to na drugačen način skomunicirati, rešiti. Imamo Lipico, lahko gremo jahati, imamo slaščičarne, ki lahko gremo, ker še nikoli nismo šli s svojim otrokom na sladoled, lahko gremo na fuzbal, ker nikoli nismo šli še skupaj na eno tako dejavnost, kakorkoli pač. In se mu na tak način približaš in dobiš, imaš vsaj možnost, da ti bo povedal tisto, kar ti sicer ne bi. Ne? Ker ko enkrat prestopiš to mejo in da vključiš to moralko, te prepovedi, ki ne delujejo. Prepoved je prav, da je, seveda obstaja, mora biti ne, jasen, ampak na drugi strani mora ta razumeti, da ta ne je konstruktiven, ne, da ni samo iz pozicije moči in zato, ker sem jaz tako rekel. Veš, tudi na teh področjih se je veliko spremenilo. Včasih je bil starš in je povedal in tako je bilo, zato ker je bil starš. Danes je to premalo. Danes je vprašanje, kakšen starš je še ta dodatek zraven. In potem bo to prišlo do učinka. In isto je z učiteljem. Včasih je učitelj povedal, tako je in pika. Danes mora postati še vprašanje, kakšen je ta učitelj, da bo učinek na drugi strani. In tudi z vsemi ostalimi avtoritetami. Ampak najbrž ne govoriš, kakšen pa je potem recimo ta učitelj, starš, da bo slišan. Ja, znati se prilagoditi in znati delati za temi tremi, ki sem že prej povedal. S tistimi, ki ne vedo, s tistimi, ki mislijo, da vedo in s tistimi, ki vedo. S temi tremi poslušalci, učenci ali otroki je potrebno pridobiti veščino komuniciranja na način, da se znaš z vsakim na prav način približati in na prav način pomeniti. Ni več toliko enostavno, se pa da. A so danes morda podobno, tako kot so moj vtis je, da so mogoče pred 30-20 leti bile nekatere oblike zasvojenosti bolj normalizirane, naprimer alkohol ali pa cigareti. A danes lahko rečemo podobno za nove oblike zasvojenosti, recimo za zasvojenost z družabnimi omrežji, z računalniškimi igrami, s čim podobnim ali ne? Meni se zdi, da družba prehitro obupa. Nobena oblika zasvojenosti ne bi smela biti normalizirana. Še vedno se zavedamo, da je alkoholizem problem številka 1 v Sloveniji. Zavedamo se, in to je javno znano, da je tobačni lobi in kajenje, da to pomori več ljudi kot bilo katera svetovna vojna na svetu. Zavedamo se posledice drog in se to nekako normalizira. Danes se je marihuano spustilo v prostor kot nekaj precej normalnega. Ne bom se zdaj spuščal v tem, kaj ja in kaj ne. Ima svoje prednosti, ampak ima tudi svoje pasti. In te pasti je dobro poznati. Kot vsaka stvar. Ne? Po drugi strani, kokain postaja neka VIP sprejeta droga. In če gremo po taki poti naprej, potem je to ekstremno dobra pozicija za to novo digitalno ekonomijo. Ker to je ta pot, ki jo ta ekonomija s pomočjo teh dveh megalomanov želi in dela. Če pa je res, da človek zagovarja in si želi te zdrave življenjske vrednote, potem je potrebno na tem področju nekaj narediti. Kaj pa, a je možno,
vse različne oblike zasvojenosti, a je možno potegniti eno črto, pa jim dati ene skupne imenovalce, kaj je vedno srž tega, a imajo kakšne podobne reči, a smo nekateri ljudje bolj nagnjeni k določenim tipom zasvojenosti ali pa k zasvojenosti nasploh? Ekstremno dobro vprašanje, ker se o tem premalo govori. Moje osebno mnenje, verjetno se bo pa to stroka tudi drugače, mogoče v neki točki opredelila, ampak skupni imenovalec sleherne oblike zasvojenosti so čustva. Čustvena inteligenca, pa tudi duhovna, govorimo o tisti zdravi duhovni inteligenci, ne govorimo o tej pretirani ezoteriki, je danes predpogoj ali pa neka začetna situacija, kjer lahko potem nekomu se zdrsne hote ali pa ne hote v neko obliko zasvojenosti. Kar nič ti ne pomaga, a veš, da si ti mladega človeka, ki ga imaš neskončno rad, svojega otroka, da si ga ti rešil recimo neke kemične droge, potem se pa istočasno zatripal recimo v past različnih teh družabnih omrežij ali karkoli pač, ne. No, in ta nov svet močno vpliva na čustva. In ko se ti ta čustvena slika začne podirati, zame je to prvi zvonček, ne glede na kaj. In je tam potrebno začeti delati. Zato tudi mi te vsebine, ki jih avtorsko ustvarjamo z temi našimi različnimi strokovnjaki, s katerimi res ekstremno poglobljeno delamo, izhajamo iz te podlage, da se še tako zahtevno temo začnemo pri čustvih. Ker tukaj se pa, ampak na tej zdravi osnovi, se pravi, ker ko enkrat čustvena ta lestvica se začne podirati, potem se začne tudi to hormonsko neravnovesje vzpostavljati pri posamezniku, bodisi pri mladem ali odraslemu, in ko enkrat to načeto, čustva in hormoni, takrat izpolnjuješ osnovne pogoje, da lahko padeš bodisi v kemično obliko zasvojenosti ali pa v nekemično. Ti pogosto sediš v moji vlogi na neodvisen.tv, se pravi na tem medijskem portalu, kjer je zbranih ogromno vsebin, si pogosto voditelj. Voditelj pogovorov s strokovnjaki in tako naprej. Kaj pa je tebe pripeljalo do tega mesta ali pa zakaj si ti tako goreče zavzeti za to, da bi druge ozavestil o pasteh zasvojenosti? Ne živimo v prepričanju, da bomo rešili svet. Želimo pa delati dobro za ta svet. Nimam nobene osebne izkušnje, da bi bila smotar, zaradi katere bi počel to, kar počnem. Vsak človek ima, sem prepričan, v sebi to potrebo, da je opažen in da je učinkovit, da je uporaben, ne. In ko smo mi 2007, kot sva na začetku o tem klepetala, nekako spontano videli, da smo bili za družbo zelo uporabni, je bilo to gonilo in smoter, da smo se pol 2010 aktivirali v polno Slovenijo in praktično program neodvisnosti postavili kot eno in edino stvar, s katero se ukvarjamo. In ko smo se s tem začeli ukvarjati zelo intenzivno, začeli s predavanji po šolah in občinah po celi Sloveniji, in ko vidiš ta odziv mladih, nenazadnje vidiš zvečer odziv staršev in vsakič so bile dvorane premajhne, se pravi, je bil odziv ekstremno dober. In potem, ko po vsakem dogodku, pa tudi po vsaki oddaji, prebudiš pri ljudeh to potrebo, da pri sebi ali nekaj prepoznajo, ali nekaj, da si poznajo, da morda, da so mislili, da so vedeli, pa so pol videli, da ne vedo, in da te pokličejo, in tega ni malo, da potem na teh butičnih primerih človeku pomagaš, izmerjeno, ne samo na papirju, potem je to dovolj podlage, da smo pri tem zelo zavzeti, z veliko stopno entuziazma, in tudi mi ni dolg čas,
tudi ko sem v podobni vlogi kot ti, se pogovarjati z našimi sodelavci o istih temah, mogoče tudi 100-krat, ampak zame je to vsakič prvič in vsakič drugače, čeprav mogoče govorijo o eni isti stvari. Je bila v tej poti, recimo rečva, zadnjih 15 let, če greva od 20 naprej, kaj so bili zate taki veliki koraki sprememb v tvojem mišljenju? A si začel recimo na zasvojenost konkretno gledati kako drugače? Te je kaj prsilo, kakšna debata, kak pogovor, kak dogodek, da si spremenil svoje razmišljanje ali pa vedenje, ali pa odnos do sebe, ali pa razumevanje zasvojenosti? Zdaj je to tako zahtevno vprašanje, zato jim dam malo več časa, ampak iščem take male... Ja, že imaš? Že veš? Ja. Okay. Veš, na začetku, ko smo se mi s tem začeli ukvarjati, mi nismo bili poznavalci tega področja. Tudi zato smo ustanovili strokovni svet in so ta vprašanja, vse te nauke absolutno prepustili njim in to počnemo še danes z velikim spoštovanjem. Ampak, ko ti na začetku še, ko ni bilo toliko teh preventivnih programov in teh pristopov, se je zasvojenega človeka, sploh ko je bilo govora o tej kemični obliki, precej sodilo. No, in recimo, da smo mi tudi mogoče na te posameznike mogoče gledali malo zviška. In to je napaka. In ko sem skozi te dogodke, katere smo, kot sem ti že prej omenil, izpeljali več kot 1400, imel možnost spoznati ena na ena posameznike in ljudi in njihove zgodbe, se je v meni praktično to premaknilo, da tudi človek, ki se mu je zdrznilo, je vreden spoštovanja, je vreden pomoči, zagotovo ima neke druge talente v sebi, ki jih sam pri sebi zaradi paca vere vase ne more in ne zmore videti in opaziti in mu je bilo pač v tistem danem trenutku najlažje poseči po flaški ali po čem drugem. In to je, ko smo potem začeli vsebinsko prilagajati se tem trem, kot sem že večkrat omenil, mi je postavljen prav poseben izziv, tudi ko sem recimo vodil dogodke s strokovnjaki. To mi je bilo izjemno darilo, 1400 dogodkov, ko sem mu postavil neko vprašanje in ko je strokovnjak odgovarjal, sem jaz imel čas spremljati publiko. Ponovadi smo mi imeli vedno polne dvorane mladostnikov, tudi več kot 1000 naenkrat. In mi je bil ta čas spremljanja izjemno dragocen, ker sem točno videl reakcije na podlagi njegovih odgovorov strokovnjaka. In če je strokovnjak zašel mečkan v te moralka vode, se je to takoj prepoznalo. Mlad človek je ekstremno iskren poslušalec, on bo reagiral v sekundi. In če si ti dovolj samokritičen in da imaš svojim egom pospravljene svoj odnos, potem to vzameš kot darilo. In ta kilometrina nam je dala to, da smo se izognili tej smrtno nevarni moralki, obsojanju, nekemu poučevanju, nekemu nastopu, ki te postavlja v pozicijo, jaz vem, ti ne veš, in potem to te spravi v to situacijo, da se pri sebi tudi spremeniš. Jaz sem prepričan, da če te izkušnje ne bi imel, bi danes na svet gledal drugače. Gledam zelo realno, sem zelo na tleh, verjamem, da je svet zelo lep, ampak človek, ki oblikuje ta svet, zna biti počasih zelo grd. Razumem, kaj misliš, pa tudi mislim, da si izpostavil znotraj te tvoje skrbi za mlado občinstvo, tudi ključno vrednoto, o kateri si govoril na začetku, torej to, da spremljamo človeka na drugi strani in da na nek način vstopamo v dialog, tudi če govorimo o predavanju, ki je naslovljeno mladim ljudem, gre za neke vrste dialog, kjer spremljamo, kaj oni poslušajo, kako reagirajo, kaj se z njimi dogaja, ne? Se ni rečeno, da govori o dialogu, da ti na drugi strani, da te vpraša ali da pove svoje mnenje. Se dialog poteka tudi, če na drugi strani tišina. Samo, če ti znaš prepoznati te tri poslušalce in jim
pravilno nameniti vsakemu dovolj časa, ne preveč, ne premalo, da unim ne postane dolg čas. Govorijo tudi o tem, tudi to je dialog. To pomeni pa znati dobro spremljati, tudi govorico telesa, da znati dobro spremljati tudi mimiko, v bistvu se to isto, ki se sproži pri posamezniku, sploh pri tako težki temi, kot je zasvojenost. A veš se, če bi govorili o kitajski slovnici, tle nima okej, tle poslušaš in tako je in se ti nič ne zgodi. Če pa ti govoriš o alkoholizmu in da si bil en večer prej tarča nekega ekscesa doma, se ti pa sproži v sebi podzavestno čustva in je vloga in naloga, bodi si učitelja, predavatelja zunanjega, da te veščine danes mora imeti, mora vsebovati, mora znati pristopiti, ker če ne, lahko narediš še več škode. Veš, je tudi veliko pričevanj, kako pač določene knjige, vsebine, ki imajo dober namen, ki so nastale zaradi neke slabe izkušnje in ki naj bi opozorile, da se temu človeku ali bralcu to ne bi zgodilo, da se je ravno mu zgodilo, ker je šel poskusiti to, kar je v knjigi pisalo. Tako da ni več to tako enostavno, kot je bilo. In še eno stvar bi rad povedal danes, to se mi zdi zelo pomembna. Mogoče včasih je res veljalo, da so tuje države mogoče kaj več bolj poznale. Danes pa zagotovo ne več. Zato, ker cel svet se je znašel v isti situaciji. Take probleme ali pa tako situacijo, kot ima recimo Šempeter pri Celju ali Šempeter pri Novi Gorici, imajo tudi v Bruslu, v Angliji, kjerkoli in se danes vsi soočajo z isto situacijo. In ni več, da boš ti lahko, da bo neka tuja analiza, neka tuja študija vedela in pokazala več, kot recimo poznajo naši domači strokovnjaki. Gostil si Miho Kramlja, vodja ambulante za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici. Zame je on izjemno verodostojen, zato ker vsak dan ima 10 do 15 pacientov in realno sliko, kaj se dogaja. In mu več verjamem kot vsem analizam ali pa nekim priporočilom iz tujine. Tako da to so izjemno pomembne stvari. Sploh ta nov digitalni svet, ki vnaša drugačno situacijo, smo na isti valovni dolžini zdaj. Ja, hkrati pa je podobno, kad se govori o alkoholizmu, ta digitalni svet tak, da ima vsak določeno izkušnjo z njim ali pa celo, da imajo morda poslušalci, sploh mlajši, še več izkušenj kot nekdo, ki o tem govori, predava, pa ne ve nujno, o čem vse govori. Tako da morda se zdaj dogaja tudi to, da predavamo občinstvom, ki o določeni izkušnji vedo več, o pasteh pa manj, ne? Sigurno. Te trije poslušalci so ekstremno pomešani. Ne znamo povedati, da je zdaj v dvorani 10 takih, ki ne ve, 15 takih, ki misli, da ve in 50 takih, ki ve. To ne vemo. Zato je potrebno poiskati pač neko najboljšo pot, da nekako, kot sem se že ponovil, da nekako vse enakovredno zadovoljiš vsebinsko. Zdaj, ni pa čas naklonjen človeštvu v tem trenutku z to hitrostjo, kot je bilo to recimo v preteklosti. Če pogledava 700 let pred našim štetjem, se je uvedel denar kot plačilno sredstvo. Takrat se je ta družbena norma, človeštvo povsem spremenilo. Ampak je imel človek 1000 let časa do neke naslednje revolucije, da je to ponotranil. Pol deva reči, se je zgodila ta industrijska revolucija, to je šlo lih 1000 let mimo. In spet je človek imel časa, da se je pripravil na drugo revolucijo, recimo, ki je prišla z vstopom elektrike in te energetske. Potem je bilo spet 100 let, ko je nastala ta GPS, oziroma ta Sputnik, ko se ga Rusi poslali v vesolje in da se je vzpostavila ta GPS mreža. Spet je bil človek enih 100 let časa, da se je na to privadil. Z vstopom interneta tam v začetku 80-ih in potem, če dava pa ta digitalno dobo, če jo, postavlja čisto laično v 2005-2007, recimo, da je s prvim iPhonom,
potem se je pa usulo, potem so se pa usule družabna omrežja, eno za drugim, pa zdaj je recimo umetna inteligenca, v kateri smo globoko, in človeštvo se nima časa več na to prvaditi, ker so te spremembe ekstremno hitre. Mi vidimo že recimo, ko smo se začeli 2007 ukvarjati z neodvisnim, ali pa 2010 in danes, to je ekstremna hitrost, ki prehiteva tudi nas. Pa se dnevno s tem ukvarjamo, dnevno sledimo tem pa s tem in smo v zaostanku, ker je potrebno resnično veliko stvari poznati, vedeti na način, da bo znal te 3 poslušalce pravilno nagovoriti. Ja, kaj pa nam je pol za storiti? Kaj je potem, ne bom rekel rešitev, ampak kaj hitro opazovanje sveta, opazovanje sebe, skrb zase, kje je potem odgovor proti utež tej hitrosti? Jaz sem že prej malo povedal v tej smeri. Proti utež trenutno, osebno moje mnenje, je v odnosih. Ni ga preventivnega programa, ki bo prišel in rešil, ni oddaje, ni podcasta, ki bo naredil in rešil, govoriva o odnosih. Če se vrnemo v to, ker pa vsi znamo in poznamo, bomo znali biti temu svetu, ki prinaša ekstremno koristi za človeka in človeštvo, bomo znali mu biti proti utež. Umetna inteligenca na področju zdravstva prinaša revolucijo in to je za sprejeti z odprtimi rokami. Pogosto strokovnjaki obsojajo, to digitalno tehniko pa internet. To se meni ne zdi spametno, ker z internetom in s temi digitalnimi napravami s to tehnologijo ni nič narobe. Je nujna, tako kot je bila elektrika in je še danes. Ampak z vsebinami, ki jih s pomočjo interneta in s pomočjo teh raznih teh tablic in naprav dostopamo do njih, so nekatere tiste, ki jih je potrebno poznati, in ni rečeno, da so te vsebine tiste, ki gradi človeštvo, ampak mogoče gradi ta vsebina samo posameznike, elite. Tako da rešitev se sliši ezoterično, mogoče zastarelo, pa stojim za tem, je v odnosih, predvsem pa s poudarkom na dobrih odnosih. Jaz sploh ne zastarelo in zelo razumem, kaj misliš, in se mi zdi super. Zato te bom kar prosil še za tvojo zaključno misel. Kaj bi pa želel zdaj za piko na i predati vsem, ki naj jo poslušajo, gledajo, kako bi spletel ta najin pogovor v eno črtico, v eno misel in s čim zaključiva? Da zdaj, ko so si to poslušali, zdaj naj to ugasnejo in naj grejo s svojim otrokom pa z možem ali ženo na sladoled ali pa v Lipico. Super. Slišali ste, naredite to takoj zdaj in se vidimo ali pa slišimo naslednjič v novi Uživajmo pametno.